In dobro jutro. Sem Pragit iz izkušnje z zvezdnimi vrati. Tu sem ob gori Šasta, v našem centru zvezdnih vrat in topla dobrodošlica vsem prijateljem zvezdnih vrat širom sveta. Kot večinoma že veste, sem najavil tak lahkoten klepet, ki bi ga rad namenil družini zvezdnih vrat širom sveta in drugim prijateljem. Kar nekaj zanimivosti želim podeliti z vami. No, tole miško bom zdaj umaknil z nosu. No, kot vedno, radi preberemo, od kod vse se oglašate. Napišite nam živjo in povejte, iz katere države se oglašate. Tukaj pa imam nekaj, kar vam želim pokazati. Pred nekaj tedni sva bila z Julien, namreč z manjšo skupino na otoku Maui. Tja smo se namenili, da naredimo nekaj posnetkov za prihajajoči projekt, ki ga bomo v kratkem naznanili. Odpravil sem se na sprehod v čudovito dolino Iao Valley, šel pa sem na tisti del reke, tisti del doline, kamor turisti praviloma ne zahajajo. Nekaj kratkih posnetkov sem imel s seboj, da bom z njimi meditiral. V naslednjih nekaj dnevih jih nameravam tudi objaviti na strani Facebook Stargate Experience. Torej, to je skupina na Facebooku. Ko sem se torej sprehajal čez gozd ob potoku, je kar naenkrat tale kamen skočil vame, seveda nedobesedno, ampak pokazal je svojo prisotnost in ujel moj pogled. Bil je popolnoma živ, kot da bi mi rekel, odnesi me domov. To me je zelo presenetilo, ker se ne ukvarjam toliko s kamni, kristale imam seveda rad, pa v njih kaj dosti ne vem, ampak ta kamen je zelo težek, vulkanskega izvora, kot vidite, izredno težek, kovinski. In res se je želel vrniti nazaj na Šasto. In tako sem ga vzel s seboj in zdaj ga imamo pod veliko skulpturo zvezdnih vrat v zgornjem prostoru. In zdaj ugibam, zagotovo je ta kamen sicer prišel z vulkanskim izbruhom iz središča Zemlje. Moj občutek pa je, da nosi lemurijsko energijo. Ko sem ga položil v zvezdna vrata, bo tam zdaj ostal in delal, kar pač želi tukaj narediti. In kot mnogi že veste, imamo tudi eno takih manjših skulptur zvezdnih vrat iz titana, ki smo jo namestili v krater najvišje gore na Mauiju, to pa je Haleakala. Danes zjutraj sem šel prav tako na sprehod ob sončnem vzhodu, zjutraj sem s seboj vzel videokamero, da bi posnel, kako je pri nas. Morda bom te posnetke, če bodo uspeli, ker je bilo vendarle še malo temačno, torej jih bom objavil, če bodo v redu. Zdaj pa vas želim vse skupaj povabiti, da se za nekaj trenutkov sprostite, samo začutite svojo prisotnost. In vzemite si trenutek in se povežite z več 100 ljudmi, ki so z nami v tem trenutku. Ta prenos poteka preko Crowdcasta, obenem pa tudi preko nekaj Facebook strani in drugod. Vsi skupaj smo zdaj povezani v tem trenutku in seveda bo veliko ljudi, ki se bodo povezali kasneje, ko bodo poslušali posnetek. Ampak kot zdaj razumemo, kvantno polje se istočasno vsi povezujemo v ta isti trenutek zdaj, kjerkoli in kadarkoli že se povežemo
s tem trenutkom zdaj. Omenim pa naj še nekaj. Na tem webinarju nimam podpore, vse bom delal sam. In zato le nekaj nasvetov glede interneta. Vse povsod utegnejo biti težave z internetom. Dobro je, da zaprete vse druge programe, da nimate nič drugega odprtega na računalniku. Če imate težave s stranjo, pa jo lahko osvežite, včasih to pomaga. Sicer pa bo čez nekaj trenutkov po zaključenem prenosu v živo na voljo posnetek. Od včeraj sem želel nadaljevati z opisom morfičnega polja. Razložiti želim še bolj podrobno, kaj to je. Najboljši način, na nek način je zgodba, ki jo mnogi poznate in ste slišali za 100 opic. To načelo, efekt 100 opic, ki nam govori o tem, kako morebiti lahko bolje razumemo, kako deluje morfično polje. Kot se sam spomnim tega eksperimenta, ga je opravil japonski znanstvenik na nekem oddaljenem, nenaseljenem japonskem otoku. Ta znanstvenik je namreč opazoval opice na tem otoku, ki so izkopavale koreninice in jih pojedle. Nekega dne pa je opazil, da je mlajša opica izbrskala koreninico in jo umila. Ne spomnim se, ali morda v potoku ali v oceanu, ampak ta mala opica je najprej koreninico umila, potem pa jo pojedla. Znanstvenik je opazil, da je čez nekaj časa vse več opic umivalo svojo hrano pred uživanjem. In to, kar je bilo znanstvenikom presenetljivo, pa je bilo, da potem, ko je vse več opic na tem otoku umivalo te koreninice, so kar naenkrat opazili, da opice tudi na nekaj drugih otokih, ki so bili prav tako izolirani, so začele prav tako umivati svojo hrano istočasno. Ta informacija, da hrano umiješ, preden jo poješ, se zdi, da je kar preskočila iz prvotnega otoka na druge otoke. In na ta način lahko opišemo morfično polje, to nevidno povezavo med različnimi skupinami opic na različnih otokih. No, naj preverim svoj signal, ker mnogi pišete, da imate zamrznjen ekran. Moj prenos bi moral biti v redu. No, mislim, da je v tem trenutku moj signal zelo dober. Torej, morfično polje je energija, ki povezuje različne vrste, v tem primeru opice. In to polje je preneslo informacije na drugi otok, na druge otoke. Morfično polje človeštva pa povezuje celotno človeštvo. Vsi smo med seboj povezani, tega ne vidimo, tega ne čutimo, ampak obstaja. No, pravzaprav naj se malo popravim, možno je to začutiti. In v zadnjem tednu ali dveh je ta globok strah in panika v zvezi z virusom povzročila, da so bili mnogi ljudje zelo utrujeni. Alcazar pa nam je povedal, da smo utrujeni zaradi te nizke vibracije strahu v morfičnem polju. Na milijone ljudi je čutilo strah in paniko in to energijo vnašajo v morfično polje. In tako smo mnogi lahko začutili to težo in to je vodilo v občutek utrujenosti in izčrpanosti za mnoge ljudi. Zakaj je v tem trenutku to tako zelo pomembno?
Kot se verjetno zavedate, je na tem svetu veliko ljudi, ki ponujajo svojo pomoč in podporo drugim, ko gremo skozi te težke čase. In ko se to dogaja, ko vse več ljudi dviguje svojo vibracijo, ko vse več ljudi čuti in se osredotoča na ljubezen in ne na strah, se tako energija v morfičnem polju dejansko spreminja in morda ste to lahko opazili. Sam sem opazil, da se je energija 2-krat ali 3-krat že spremenila, ko smo skupaj preživljali zadnjih nekaj dni. In to, kar je pomembno prav zdaj, je to, da nas je veliko, ki lahko dvignemo vibracijo. Če se osredotočimo na ljubezen, če nam uspe, da se osredotočimo na dvigovanje svoje vibracije in ohranjanje visoke vibracije, vplivamo na morfično polje. In Alcazar ima še kaj povedati v zvezi s tem, ko se bo oglasil čez nekaj trenutkov. Osho je velikokrat rekel, 10,000 ljudi bo lahko preobrazilo človeštvo. Dovolj bo le 10,000 duš, da se bo dobesedno spremenil v svet. In to bi bil učinek vpliva na vse in vsi bi se razsvetlili. 10,000 ljudi namreč lahko spremeni celotno populacijo človeštva. In tako energija ljubezni, energija visokih vibracij je dosti močnejša od energije strahu in panike. In v tem času gre za to, da se ustavimo in na novo resetiramo. To je čas priložnosti, čas, da se ustvari nekaj novega. In bolj kot lahko podpremo drug drugega, bolj kot lahko poklepetamo na Skypeu ali Zoomu, ko se povežete s skupinami ljudi, vzpostavite stik s starši in prijatelji, bolje je. Zdaj bom dal besedo Alcazarju, ker čutim že njegovo energijo. In tako, preljubi, pozdravljamo vas. Z vami sem Alcazar. Vabimo vas, da se preprosto samo sprostite in uglasite z energijami, ko vam govorimo te besede. Najprej želimo povedati nekaj, kar bo morda nekatere od vas presenetilo ali celo šokiralo. Veliko je različnih teorij o tem, kako se je ta virus razvil, ali je naravnega ali umetnega človeškega izvora. Rekli bi vam, da v tem hipu to sploh ni pomembno. Je pač tukaj in z višje perspektive ste ustvarili, vi ste to ustvarili, kajti vaš svet je potreboval to priložnost. In ta virus se je ustvaril. S tem, ko vas je toliko, ki ste dvignili svojo vibracijo in s tem na nek način zahtevate od stvarstva, da se mora ta realnost tukaj spremeniti in nadgraditi. In tako zdaj je to priložnost, to je trenutek, ko se lahko združite globalno, vsi skupaj. Zdaj ne govorimo le o skupnosti zvezdnih vrat, četudi je to pomemben del vsega. Zdaj govorimo o čisto vseh, ki želite ljubiti, ki želite živeti v miru, ki želite živeti v okolju, kjer ljudje skrbijo za zemljo,
kjer je poskrbljeno za ljudi, kjer ljudje izmenjajo vse, kar imajo in si to podelijo in tako preljubi, kot se le da. Podprite sebe in podprite drug drugega, da boste dvignili svojo vibracijo. To je čudovit trenutek, kjer sprememba lahko povzdigne samo naravo vaše realnosti tukaj na Zemlji. To se ne bo zgodilo hipoma, tega se zavedamo, a vendar je to, kar se dogaja zdaj, zavedanje mnogih. Sprožilo se je to zavedanje in občutek, to se mora spremeniti. To je tisti občutek, ki se je zdaj sprožil. Občutek, pripraviti se moramo, da bomo poskrbeli zase v takih situacijah. Vse te stvari zdaj prihajajo na površino, pozitivne, čudovite stvari. In seveda, strah prinaša druge elemente na površino. Kam boste usmerili svoj fokus? Če opazite, da vas preplavi strah, si vzemite trenutek in se sprostite. Zelo preprosta je vaja z dihanjem, ki jo lahko naredite, če upočasnite svoje dihanje in dihate nekoliko počasneje in nekoliko globlje. Z mnogimi smo to vajo že naredili, a ko vdihnete skozi nos, malo globlje in še malo počasneje, pravzaprav, če želite, lahko kar naredite to zdaj. In samo začutite energijo svojega srčnega središča. In ko še naprej dihate na tak način, svoje zavedanje vnesite v občutek, kako zrak vstopa skozi nos, potuje navzdol po kanalu v vaša pljuča. Dejansko začutite, kako zrak potuje in začutite, kako zrak dejansko vstopi v vaša pljuča. Začutite, kako potuje navzdol do pljuč in počasi začutite, kako se zrak spet dviguje in izstopi skozi nos. To vas bo pomirilo. In če začutite, kdaj strah, zaskrbljenost, si vzemite trenutek in dihajte na tak način. In potem temu lahko še dodajate, kot smo že rekli v preteklosti, da se lahko osredotočite na svoje srce, ko dihate. Uglasite se in obenem začutite nekaj, za kar ste hvaležni. Hvaležnost namreč dvigne vašo vibracijo. Velikokrat smo že povedali, da vam energija globoke hvaležnosti omogoči, da ste ustvarjalni na nov način. Omogoča vam, da ste ustvarjalni v odprtosti vibracije te globoke hvaležnosti, ki se ustvari znotraj vas. Dejansko se na tak način omogoči, da se energiji doda tudi vpliv energije vaše zavesti v to ustvarjalnost. In to je energija, ki jo vibrirate v vsakem trenutku. Energija, ki jo vibrirate, je tisto, na kar se odziva kvantno polje in vam pomaga ustvariti realnost, ki jo želite izkusiti. In tako bomo šli zdaj v meditacijo.
Ponovno zaprite oči in se sprostite. Lahko nadaljujete s takim dihanjem, če želite. Namestite se udobno, oči imejte zaprte in povabite najprej energije zemlje, energije Gaje, naj vstopijo v vaše telo, naj se dvignejo v vaše energijsko polje. In tako kličemo, energije zemlje naj vstopijo v naša telesa, nas prizemljijo, da bomo lahko zelo prisotni v tem trenutku. In zdaj prosimo, naj vsakdo od vas v sebi prosi za eterična zvezdna vrata, energijo te zavesti zvezdnih vrat, naj se spusti in vas obda. Če sedite ali ležite, ste znotraj zavesti zvezdnih vrat. Za tiste, ki zvezdnih vrat ne poznate, samo prosite, naj se nad vas spusti energija piramide, naj vas obda, kot da sedite ali ležite znotraj piramide. Kajti zavest, to so eterična zvezdna vrata, bo razumela vašo prošnjo in se vam pridružila. Če pa poznate zvezdna vrata, vizualizirajte to skulpturo, ker je to povabilo še močnejše. In zdaj prosite za aktivacijo vaših eteričnih zvezdnih vrat. In začelo se bo ustvarjati zelo mehko in nežno energijsko polje, ki vas obdaja. Zelo dobro. In zdaj bomo začeli z vse hitrejšo vibracijo in vibriranjem vseh eteričnih zvezdnih vrat in se zelo hitro pomikali skozi dimenzijske razpone. Že pomikamo se skozi tretjo in vstopamo skozi vse razpone četrte dimenzije, skozi energije pete dimenzije, prav zdaj vstopamo v šesto in se zelo hitro dvigamo v sedmo dimenzijo in tako prav zdaj vaša zvezdna vrata vibrirajo na sedmi dimenziji. Tukaj se bomo ustavili le za nekaj trenutkov in prosimo, naj vsakdo od vas v sebi prosi za močno energijsko polje sedme dimenzije v vaših eteričnih zvezdnih vratih. Kličemo močno energijsko polje sedme dimenzije v vseh eteričnih zvezdnih vratih. Zelo dobro. In kot že veste, ko se sprostite v to energijo, te vibracije nežno omogočajo, da se nahranite, dejansko vibrirajo vašo DNK. To so nežne vibracije in ko se sprostite v to polje, se bo dvignila tudi vaša lastna energija, dokler ne boste v harmoniji in bo vaša energija zavibrirala v harmoniji z energijami sedme dimenzije. Nič ni treba narediti, to se zgodi samo po sebi. Dovolj je, da ste sproščeni in odprti, da vse to sprejmete. In zdaj ponovno precej hitro potujemo naprej skozi energije drugih dimenzij. Dvigujemo se navzgor v frekvence 8 skozi 8 v 9 in nadaljujemo in še pospešujemo v 10. dimenzijo, skozi 10. v 11. in se zdaj spajamo z 12. dimenzijo, kjer ponovno prosimo vaša eterična zvezdna vrata, naj se zaustavijo. In tako naj vsakdo od vas prosi v sebi za močno energijsko polje 12. dimenzije v vaših eteričnih zvezdnih vratih. Kličemo močno energijsko polje 12. dimenzije v vseh eteričnih zvezdnih vratih. In ko vaša zvezdna vrata začnejo to žarčiti vam in skozi vas, se dviguje tudi vaša energija še naprej. In čez nekaj trenutkov boste ponovno v harmoniji zavibrirali z energijo 12. dimenzije. Že samo s tem, da ste se sprostili in zdaj to dovolite, nič vam ni treba narediti.
prav nič. Nič ni treba narediti. Zelo dobro. In ponovno, kot smo to naredili že v vašem včerajšnjem dnevu, vas bomo zdaj prosili, da povabite vodnike, katerekoli vodnike, s katerimi se čutite povezani. Prosite v sebi, povabite vodnike, za katere vi želite, da podprejo to druženje širom planeta, ko meditiramo vsi skupaj v tem trenutku zdaj. In tako zdaj kličemo vse vodnike, ki so prejeli povabilo, na stotine ljudi, ki meditira istočasno, skupaj, prav zdaj. In samo čutite, ali lahko to začutite. Lahko čutite, kako mnogi vodniki vnašajo svojo energijo in se povezujejo z mrežnim sistemom zvezdnih vrat v to polje, ki ga v tem trenutku ustvarjamo vsi skupaj. In tako vas vse zdaj obdaja zelo nežna, ljubeča energija. Zelo dobro. Zelo dobro. In v vašem včerajšnjem dnevu, v prenosu doma s Pragitom, z Alkazarjem, se je pojavil tudi poveljnik in vas povabil, da lahko vsak od vas samostojno dela z galaktično komando. In danes želi galaktična komanda ponuditi energijski prenos za vsakogar od vas. In tako zdaj prosimo za vaše dovoljenje za ta konkreten prenos. To je prenos, ki bo nadgradil določene aspekte vaše sposobnosti in zmožnosti, da sprejmete energije ponovne poravnave. To bo drugače za vsakogar od vas, ker ste vsi edinstveni. In vsak od vas je na voljo na svojstven način. In tako bo energija, ki vam jo bo prinesla galaktična komanda, prilagojena prav za vas, glede na to, kaj potrebujete in kaj lahko sprejmete v tem trenutku, v tem prenosu. Čez nekaj trenutkov bo galaktična komanda začela s temi prenosi. Vaše dovoljenje pa je zato potrebno. Zato, če to želite, v sebi recite da, želim to sprejeti, ali pa ne hvala, ne prav zdaj. Če se ne odzovete, bomo predpostavljali, da je vaš odziv ne hvala. Te energije ne želimo vsiljevati in je ne bomo vsiljevali nikomur. In kot vedno, tudi v teh prenosih ni treba narediti prav nič. In tako zdaj prosimo galaktično komando, naj začne s tem energijskim prenosom k čisto vsakomur od nas, ki smo dali dovoljenje za ta proces. In tako se začenja prav zdaj. In nekateri morda že zaznavate, kako energija prihaja k vam. Za nekatere bo ta prenos zelo otipljiv, za spet druge komajda zaznavan. Kajti ta energija je za vas zelo prefinjena in ponovno naj vam povemo, da k vam prihaja edinstveno. Prenos je oblikovan natančno tako, kot je primeren za vsakogar od vas v vaši edinstvenosti. Prenos je nežen. Poglejte, če se le lahko popolnoma sprostite in sprejmete
Poglejte, če se lahko popolnoma sprostite in to sprejmete. Imejte oči ves čas zaprte, ostanite prisotni znotraj svojih eteričnih zvezdnih vrat. Nič ni treba narediti, prav nič. Nič ni treba narediti. In ta prenos se bo nadaljeval v naslednjih nekaj minutah. Samo sprostite se še globje v to mehkobo. Zelo dobro. Zelo dobro. Zelo dobro. Sproščeno sprejemate. Sproščate se in sprejemate. Niti ni treba, da se trudite zaznati te energije. Samo bodite prisotni v svojem telesu. Sprostite se v to zelo mehko, nežno energijsko polje, ki prihaja k vam. In za tiste, ki ste skeptični, je tudi to ok. Samo dopustite možnost, da se to morda vendar lahko dogaja. In že če dopustite možnost, se odpre možnost, da boste začeli sprejemati te energije, če ste zanje dali svoje dovoljenje. Zelo dobro. Ostanite prisotni v svojem telesu in zaznavate mehkobo, ki prihaja k vam. Zelo dobro. In v naslednji minuti bo počasi galaktična komanda zaključila prenos. In ponovno iz tega prostora sproščenosti bomo zdaj prosili, naj vsakdo od vas v sebi prosi, da se poveže navzgor z morfičnim poljem skupnosti zvezdnih vrat Stargate. Kličemo torej energije, kolektivne energije, globalne skupnosti Stargate. Samo začutite, kako k vam prihajajo energije iz morfičnega polja, kolektivne družine zvezdnih vrat Stargate. V preteklosti smo to naše morfično polje že polnili z energijo in zdaj, že samo s tem, ko se z njim ponovno povežemo, lahko črpamo iz njega in ga spet oplajamo. In čutite, kako energije prihajajo zdaj k vam iz morfičnega polja zvezdnih vrat Stargate. Samo sprostite se in sprejmite. Sprostite se in sprejmite. Zelo dobro. In kot smo že na vaš včerajšnji dan povedali, lahko vedno pokličete energije morfičnega polja zvezdnih vrat. To je nekaj, kar mi ustvarjamo skupaj z vami. Znotraj kvantnega polja ustvarjamo to morfično polje skupnosti zvezdnih vrat Stargate. Vi
pomagate pri ustvarjanju tega polja. Vaša superzavest, vaš pravi jaz in Alkazar in vodniki pomagajo pri tem skupnem ustvarjanju morfičnega polja zvezdnih vrat Stargate, ki vas potem lahko podpre individualno. Vsakič, ko zanj prosite v svojih meditacijah, bodo te energije prišle k vam. Zelo dobro. In tako zdaj, ko boste pripravljeni, lahko počasi in nežno vrnete svoje zavedanje v svoj prostor. Zelo počasi in zelo nežno se vrnete. So, a couple of energy experiences there. And how was that for you? Kako je bilo to za vas v teh nekaj energijskih izkušnjah? Ali kdo od vas morda že uporablja v vaših vsakodnevnih meditacijah to možnost, da se povežete z morfičnim poljem Stargate? Jaz ga uporabljam in čudovito je. Z Julianne, ko se vsak dan usedeva pred računalnik v pisarni in delava, pa kar na lepem ugotoviva, da sva pod stresom ali morda nekoliko razdražena, potem se zaustaviva, si vzameva trenutek in k sebi povabiva to energijo in začutiva, kako vstopi. To je res prečudovito. No, kar nekaj vas zdaj piše, da ste že začeli uporabljati to v vsakodnevnih meditacijah. Kot je Alkazar včeraj že povedal, več kot to uporabljamo, močnejše je. Čudovito. Vsem se želim zahvaliti ponovno, da ste se nam pridružili, bodisi preko Facebooka, Crowdcasta ali pa morda v tem hipu poslušate posnetek. No, to je čudovito. Vesel sem, da tudi vam vse skupaj dobro deluje. Nekoliko kasneje danes, kot mnogi že veste, včeraj smo vam namreč poslali e-mail, sledi torej kasneje danes webinar. Izabel Benarus, s katero smo večkrat že sodelovali v preteklosti, poimela ta webinar, njeno delo je izjemno. Z Jules sva nekajkrat potovala v Južno Kalifornijo in se udeležila različnih programov. Izabel se je z nama povezala, ko se je okrepil ta virus in ponudila ta program. In tako v zadnjih 4-5 dneh oblikuje drsnice in se pripravlja na ta webinar, da bo lahko ta program predstavila globalni skupnosti zvezdnih vrat. Fokus pa je, da preprečimo virus gripe, tako da razrešimo čustven vzrok za obolelost. Kot Alkazar govori že 30 let, je naša vibracija tista, ki ustvarja našo realnost. Del naše realnosti pa je stanje našega telesa, naše zdravje in ni naključje, če zbolimo ali pa nekaj v telesu deluje napačno. To je le odsev nerazrešenih težav ali konfliktom, kot jih imenuje Izabel. Določene nerazrešene zadeve iz naše preteklosti ustvarjajo energijski konflikt znotraj nas. In kaj to pomeni? Če se nečesa oklepate, kot da je vaša realnost, neko prepričanje, ki ga imate, pa to dejansko ni resnica vaše realnosti, je to konflikt. In ta konflikt,
če je prisoten dovolj dolgo, ustvari obolenje ali pa priložnost za to, da obolenje, bolezen vstopi v telo v različnih oblikah. In ko razrešite te zadeve, ne vplivajo več na telo, niso več odprta vrata za viruse in vse drugo. Izabel bo torej danes ponudila ta webinar, ki se bo začel čez nekaj ur. Dobrodošli tudi na ta naslednji dogodek. Tisti, ki imate v tem trenutku finančne težave, lahko izkoristite nižjo ceno in če imate finančne težave in vam je to prezahtevno, nam lahko pišete na mail support@stargateexperience.com oziroma afna. No, kakorkoli že na naš e-mail. Jaz pa zdaj resnično vibriram iz te zadnje izkušnje. Zahvaljujem se vam, obenem pa na hitro gledam tudi, kaj ste napisali. Jaz grem zdaj na zajtrk, potem bom z vami tudi, ko se bo oglasila čez nekaj ur Izabel, potem pa bova z Julien kanalizirala po njenih besedah tudi Alcazarja, ki bo dodal tudi k temu webinarju Izabel svoje uvide in svoje razlage. Zdaj pa želim omeniti le še eno stvar. V nedeljo pa bomo imeli webinar z naslovom Kako se lahko potopimo v razcvet v tem času negotovosti. Že včeraj smo vam poslali elektronsko pošto. Poglejte, kaj vam ponujamo. To pa je program, ki je bil prvotno oblikovan kot podpora našim prijateljem v Južni Ameriki. Zdaj je bil namreč namen, da bi bil osebno tam, pa smo morali na žalost te dogodke v živo odpovedati in tako bomo imeli webinar s španskim prevodom. Midva bova govorila z Julien, Graciela bo prevajala, kasneje pa bomo razposlali po vseh državah posnetek, ki bo, upam, da na voljo v čim več različnih jezikov. Španščino bomo namreč odrezali, tako da bomo lahko poslali tudi v vaš dom preveden webinar. In upam, da bo lahko romal v veliko različnih držav. Hvala vam vsem, rad vas imam in res globoko cenim, da ste bili z menoj in cenim vašo podporo, ki jo pošiljate izkušnji Zvezdnimi vrati s tem, da ste z nami. Prosim vas, da vse delo Zvezdnimi vrati in tudi ta posnetek ponudite prijateljem, če se vam zdi, da je to primerno. Nikogar ne silite v nič. Če pa imate občutek, da je to komu lahko koristno, ga povabite. In še nekaj, kar sem enkrat že povedal. Veliko vas je, ki poskušate priti v stik z menoj preko Facebooka, vendar je moja Facebook stran že popolnoma zapolnjena. Zato se priključite v Stargate Experience Facebook skupino. Stargate Experience Facebook Group je torej naša skupina, ki pa ni omejena glede števila članov. Z Jules se vsake toliko časa lotiva odgovarjanja na vaša vprašanja. Zdaj pa je to tudi platforma za vašo komunikacijo in podporo med seboj. V kratkem pa bomo objavili in naznanili nekaj novega, kar bo namenjeno le skupnosti Zvezdnih vrat. Včeraj sem že povedal, da imamo skupino že več kot 100, ki nam pomagajo pri teh novih projektih. Vse teče čudovito in v kratkem vas bomo povabili. Tudi vse to, kar pripravljamo. Zdaj ne bom nič kaj več dosti izdal. Hvala lepa, rad vas imam. Srečno in nasvidenje.